Z uveljavitvijo zakona o izenačevanju možnosti invalidov leta 2010 in potem po 4 letih sprejetja pravilnika o pripomočkih in predelavah vozil so se odprle možnosti za sofinanciranje teh predelav za vse slovenske državljane, ki so sicer že prej dobili te predelave, vendar sedaj imajo možnost do 85% povračila sicer že nekako vnaprej dogovorjene cene za te predelave. Ločimo enostavne in pa zahtevne predelave, to je predvsem cena in pa tudi zahtevnost predelave. V obeh odločamo tukaj na uri Soča. Postopek, ki ga pa mora taka oseba spoziti, je pa sledeč. Na upravni enoti vloži ustrezno vlogo, na katerikoli upravni enoti v Sloveniji se zapiše, kaj želi, kakšno predelavo predvidoma bi pač želel imeti, toliko je napisano, potem pa pač naša komisija strokovna, izvedenski tim to pregleda, povabi tako osebo seveda tudi na pregled, tudi vozilo in na to ugotavljamo, katera predelava ali je tista, ki so jo zaprosili, ustrezna, ali so kaj pomanjkljivosti, dodamo katero, včasih tudi kaj zavrnemo, če ni v skladu s pravilnikom, včasih potem, ko presodimo, kakšne potrebe ima taka oseba in tudi ko vidimo, kako bi reševali problem, rešimo to popolnoma na drugačen način, se pravi popolnoma na glavo vrnemo na šrc in seveda večina, lahko rečem, ljudi je zadovoljnih, saj naj bi bila. In potem seveda, ko to načrt naredimo, taka oseba mora iti v Sloveniji do nekoga, ki te predelave izvaja, seveda tukaj so odprte roke, to je prosti trg in na to, ko je ta predelava izvedena, taka oseba ponovno naroči na kontrolo pri nas, pregledamo, če je vozilo ustrezno predelano, tako kot je bilo načrtovano, to potrdimo in na to se seveda naredijo tudi vsa poplačila, tako predelovalcem, da dobijo tisti del, včasih pa seveda morajo osebe tudi same doplačati nekatere dražje predelave. Različne predelave imamo v Sloveniji, najpogostejša predelava je seveda paralelna stopalka za plin Devo od Zavore, to je recimo največ takih predelav, ki je poštev, recimo amputaciji desne spodnje končine ali nekaj hlomitvi, zelo enostavna predelava, nizke vrednosti, cenovno tudi strošek take predelave. Med zahtevnimi predelavami pa je seveda največ predelav bilo do zdaj za predelavo ročno upravljanja zavore in plina, tako kot je pravzaprav danes bila predstavljena v tem Toyotinem vozilu, se pravi ta ročica BTF je ena izmed pač možnih ročic, ki to možnost daje. Seveda mora imeti taka oseba tudi avtomatski menjalnik, kajti menjave prestav niso možne, če gre recimo za nekoga, ki ima ohromitev spodnjih udov in potem kontrolira za roko, zavoro in plin in seveda tudi druge komande na volanu.